XRP omogoča hitre in poceni mednarodne prenose denarja, ki jih že uporabljajo številne banke. Kljub nekaterim izzivom, kot so pravni problemi, je XRP obetavna kriptovaluta z velikim potencialom. Drži se visoko na lestvici po tržni kapitalizaciji in enkrat je za kratek čas celo prehitel Ethereum. Pridružite se nam pri odkrivanju samega kovanca, njegovega nastanka in potenciala v prihodnosti. XRP je digitalno premoženje in kriptovaluta, ki jo je ustvarilo podjetje Ripple Labs. Zasnovan je za hitre in cenejše mednarodne prenose denarja. XRP deluje na lastni blokovni verigi, imenovani XRP Ledger, ki je ločena od omrežja Ripple. Ryan Fugger je zasnoval koncept Ripple leta 2004, potem ko je delal na lokalnem sistemu za trgovanje z borzo v Vancouveru. Namen je bil ustvariti decentraliziran monetarni sistem, ki bi posameznikom in skupnostim učinkovito omogočil ustvarjanje lastnega denarja. Fugger je kasneje zgradil prvo iteracijo tega sistema RipplePay.com. Sočasno je maja 2021 Jet McCaleb začel razvijati sistem digitalne valute, pri katerem transakcije potrjujejo člani omrežja s konsenzom in ne s procesom rudarjenja, ki ga uporablja Bitcoin. Avgusta 2012 je Jet McCaleb zaposlil Chrisa Larsena in skupaj sta s svojo idejo o digitalni valuti stopila do Ryana Fuggerja. Po razpravah z McCalebom in dolgoletnimi člani skupnosti Ripple je Fugger predal vajeti. Septembra 2012 sta Chris Larsen in Jet McCaleb soustanovila podjetje OpenCoin. OpenCoin je tako začel razvijati protokol Ripple in plačilno ter menjalno omrežje Ripple. 11. aprila 2013 je OpenCoin objavil, da je zaključil zagonsko rundo financiranja z več družbami tveganega kapitala. 26. septembra 2013 je OpenCoin uradno spremenil ime v Ripple Labs Incorporated. Tega leta je družba tudi že poročala o interesu bank za uporabo njenega plačilnega sistema. Do leta 2018 se je prijavilo več kot 100 bank, vendar jih je večina uporabljala le Ripplovo tehnologijo za sporočanje Xcurrent, medtem ko so se izogibale kriptovaluti XRP zaradi težav z volatilnostjo. Predstavniki Združenja za svetovno medbančno finančno telekomunikacijo, SWIFT, katerega tržno prevlado izpodbija prav Ripple, so trdili, da težave z razširljivostjo Ripple in drugih rešitev blockchain ostajajo nerešene in so omejene na dvostranske in znotraj bančne aplikacije. Kljub temu je podjetje Ripple sklenilo partnerstva z različnimi finančnimi institucijami in ponudniki plačilnih storitev z namenom uporabe XRP za čezmejna plačila. XRP ima kar nekaj prednosti, kot so hitre transakcije. XRP transakcije se potrdijo v nekaj sekundah, kar je bistveno hitreje od tradicionalnih metod prenosa denarja, kot je SWIFT. Ima tudi nizke stroške. Transakcije XRP so zelo poceni, se provizije znašajo le nekaj stotink centa. Potem je tukaj skalabilnost. XRP Ledger lahko obdela do 1500 transakcij na sekundo, kar je veliko več kot druge kriptovalute, kot sta Bitcoin ali Ethereum. In potem imamo še globalno uporabo. XRP že uporabljajo številne banke in finančne institucije za mednarodne prenose denarja. Seveda je tudi uporabniku prijazen, saj je zasnovan tako, da je enostaven za uporabo in razumevanje, kar je veliko olajšanje za posameznike in podjetja. In seveda, kot vsaka stvar, ima tudi slabosti. To je ena izmed njih je centralizacija. Ripple Labs ima velik nadzor nad XRP Ledgerjem, kar je vzbudilo pomisleke. Potem so tukaj pravni izzivi. SEC v SDA toži Ripple Labs zaradi kršitve vrednostnih papirjev, kar je vplivalo na ceno XRP-ja in njegovo splošno uporabo. Potem je tukaj tudi malček omejena uporaba. XRP se primarno uporablja za mednarodne prenose denarja, nima pa tako široke palete uporabe kot druge kriptovalute, kot sta na primer Bitcoin ali Ethereum. Seveda je tudi volatilnost kar problem.
Cena XRP-ja je lahko zelo nestabilna, kar pomeni, da lahko njegova vrednost hitro niha. Najbolj znana konkurenca XRP-ju je XLM. Kriptovaluta XLM, ki jo poznamo tudi pod imenom Stellar Lumens, je nastala leta 2015 kot rezultat razkola v fundaciji Ripple. Nekateri člani fundacije so menili, da bi moral biti XRP bolj decentraliziran in dostopen širši javnosti. Zaradi teh razhajanj so se odcepili in ustanovili Stellar Development Foundation, ki je nato izdala XLM. XLM ima podobne tehnološke lastnosti kot XRP, ampak se razlikuje po nekaterih ključnih vidikih. XLM je bolj decentraliziran kot XRP, saj ni enega samega subjekta, ki bi nadziral omrežje. XLM je pridobil priljubljenost med različnimi subjekti, vključno z naprimer neprofitnimi organizacijami, ki uporabljajo XLM za prenos denarja v razvijajoče se države in podjetji, ki uporabljajo XLM za olajšanje čezmejnih plačil. Poleg te konkurence pa v zadnjem času XRP pesti tudi tožba iz strani SEC. Leta 2020 je Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo SEC vložila tožbo proti Ripple Labs in njenemu izvršnemu direktorju Bradu Garlinghausu, obtožujoč ju, da sta XRP prodajala kot nezavarovano vrednostni papir brez registracije pri SEC. Tožba trdi, da je Ripple z lažnimi trditvami o XRP prepričal vlagatelje, da so vlagali v vrednostni papir, kar je kršitev zveznih zakonov o vrednostnih papirjih. Ripple je te obtožbe ostro zavrnil in trdi, da je XRP digitalno premoženje in ne vrednostni papir. Podjetje trdi, da SEC napačno razlaga zakonodajo o vrednostnih papirjih in da XRP ni vrednostni papir, ker ni centraliziran, nima določenega izdajatelja in nima pričakovanj glede dobička od strani vlagateljev. Tožba je sprožila pravni boj, ki še vedno poteka. Sodišče je že sprejelo nekaj pomembnih odločitev v zadevi, vključno z odločitvijo, da mora Ripple razkriti svojo interno komunikacijo o XRP. Tožba SEC je že imela pomemben vpliv na XRP. Cena XRP je od začetka tožbe močno padla. Nekatere borze kriptovalut so prenehale ponujati XRP, nekateri institucionalni vlagatelji pa so se umaknili iz XRP. Kljub vsem tem tegobam, XRP ostaja ena izmed vodilnih kriptovalut, ki se drži visoko na lestvici tržne kapitalizacije kriptovalut. Njegova primarna prednost so hitre transakcije z minimalnimi stroški, pri čemer še danes z lahkoto konkurira tudi novejšim kriptovalutam. XRP je dosegljiv tudi na platformi Kriptomat, kjer ga lahko enostavno in hitro kupite. Upam, da smo vam XRP in njegovo zgodovino predstavili v celoti v tem videu. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Če mislite, da te informacije še komu pridejo prav, kar delite ta video z njim. Kaj si pa vi mislite o XRP-ju? Ga morda držite dolgoročno ali vseeno mislite, da ga bo konkurenca, kot je XLM, prehitela? Kar napišite nam spodaj pod komentarje in z veseljem bomo podebatirali z vami. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.